dan 4 našega hipnotičnega izziva. Hvaležen sem vsem, ki ste tako dobrodušni, da ste nam po prvem dnevu poslali mail in drugi dan ste komentirali, včeraj ste delili oziroma vabili ljudi v skupino. Tako da jaz sem vam hvaležen za sodelovanje, hvaležen in tudi danes bomo nekomu izmed vas podarili knjigo in še enkrat ponavljam, ko boste sodelovali v tem hipnotičnem izzivu, vsak dan, vseh 5 dni, boste imeli možnost, da na koncu dobite res čudovito nagrado. Nekoga izmed vas bomo izžrebali, ki bo dobil pametno uro. Pogoj za pametno uro je, da se vsak dan sodelujete v dnevnem izzivu oziroma dobite možnost oziroma ste v tem procesu dobivanja nagradne, ki je ta čudovita knjigica. Danes, ko bomo govorili o samohipnozi in hipnozi, bomo govorili predvsem o tem delu sugestije. Če se spomnite, začeli smo z uvodom, kaj je namen hipnoze, to je bil prvi dan izziva. Naslednji dan smo govorili o pravi drži, kako dobimo neko držo. Jaz sem vam dal samo en primer, seveda te drže, teh drž je lahko bistveno več. In včeraj smo se pogovarjali o indukciji. Danes pa zdaj, kaj narediti? Ko smo enkrat naredili vse to, smo v resnici samo vzpostavili stanje, ko smo dobro ali pa hitreje programabilni. Smo vzpostavili stanje, ko če želimo nekaj spremeniti na sebi, lahko to naredimo bistveno hitreje, kot smo prej naredili. In zdaj, ne vem, če vidite mojo majico, ko piše Think outside of the box, ne? Pomeni, da moram misliti ven iz škatle, da moram misliti malo drugače, kot sem razmišljal. Isto velja pri terapijah, pri hipnozi, pri temu, kar delamo zdaj na sebi, da spreminjamo svoj notranji svet. Jaz bom dal tukaj nekaj poudarkov, s katerimi boste bistveno hitreje uporabljali ali pa lažje uporabljali hipnozo oziroma samohipnozo na sebi. Zdaj smo skupaj 4 dni. Ne vem, kako se vam zdi to naše druženje, ne vem, kako vam je všeč moj način učenja, podajanja snovi. Tisti, ki poznate malo hipnoze, veste, da jaz hipnozo uporabljam cel čas. Da uporabljam neke atribute hipnoze zato, da se vi boljši počutite, da ste vi bolj srečni, da ste bolj motivirani, da se naužijete neke te energije zato, da ste bolj uspešni, bolj zdravi, da je vaše življenje lepše in tako naprej. In za tiste, ki vas zanima, ne vem, če koga zanima, da bi se mi pridružil, da bi se učil še naprej z mano, da bi dejansko hipnozo uporabljal v svojem življenju, da bi pomagal drugim, da bi to lahko postal njegov posel, da bi dodatno nekaj zaslužil s temi hipnozami, bom na koncu, čisto na koncu današnjega dne vas povabil. Ja? Vam bom dal eno povabilo in tudi vas bom opozoril, kdaj vam ponujam priložnost za sodelovanje in če vas to slučajno ne zanima in ste prišli samo zato, da se nekaj naučite, lahko mirne duše nehate poslušati v tistem trenutku. Tako da bom res iskren, odprt in naprej vam rekel, to je to in zanima me, Aleksander, ostanem naprej. Hvala lepa, Aleksander, hvala za vrednost, ne zanima me in se vidiva spet jutri, kajti jutri nas čaka 5. dan, to je hipnoza na avtopilotu. Jutri bi vam dal nekaj ključnih navodil, nasvetov, napotkov, kako integrirati hipnozo v vsakdanje življenje. Rekli smo, da ta današnji dan, 4. dan izziva, je namenjen temu, kako lahko razmišljate ven iz škatle, kako lahko razmišljate drugače, ko gre pri programiranju svojega uma. Ko imate pravo držo, ko naredite indukcijo, ko ste vzpostavili trans ali pa neko spremenjeno stanje, ko ste bolj sugestibilni, bolj programabilni, je čas, da seveda programirate sebe, da delate, tako se sliši čudno, bom vseeno rekel to besedo, terapijo na sebi. In meni je lepši izraz optimiziranje. Ja? Optimiziranje delovanja vašega uma. To mi počnemo v tem spremenjenem stanju. Ker terapija pomeni, da je nekaj z vami narobe. Da nekdo rabi
da nekdo rabi neko. Jaz pa verjamem, da mi rabimo samo malo fine tuninga, to pomeni malo takih detaljčkov rabimo spremeniti in naše življenje bo lepše, boljše. In kaj vam tukaj dam nekaj konkretnih praktičnih nasvetov, kar jih lahko zdaj stisnem v ta naš izziv, v to naše druženje in tako. In prvi nasvet, ki vam dam, je ta, da prosim, ponavljajte sugestijo sami sebi večkrat v pozitivnem stanju, za pozitivno emocijo. In to je moja prvi nasvet pri sugestiji. Recimo, sugestija je lahko zjutraj, ko vstanem, najprej naredim tibetanske vaje. Recimo, v dan primer. Ali pa najprej naredim jogo. In zdaj ta sugestija, ki sem jo dal, je zdaj auditivna. Jaz sem jo povedal. Mi vemo, da programiramo pri hipnozi, vi se morate zavedati, da vi programirate s 5 kanali. 5 zaznav imate. Prvi kanal za programiranje uma je kaj? Vizualen, slike. Drugi kanal so zvoki. Tretji kanal so občutki. Četrti kanal so vonjave in 5. kanal je okus. Vi imate vakok, to pomeni vseh 5 zaznav, s katerimi uporabljate hipnozo. Ker če boste sam z enim kanalom jogo trenirali, v bistvu govorim, programirali sebe za nekaj, zdaj, to je sam primer, vi zberite si svojo vsebino. Jaz vam dajem primere, ki potem rečejo, jaz nočem jogo, jaz nočem tibetancev, jaz nočem vstajati prej, jaz nočem pisati knjige, jaz nočem jesti zdravo. Zberite si, kar hočete. Hipnoza smo rekli kot daljinc, kar pomeni, da če bi radi nek kanal gledali, pritisnite na tipko, nekjerokoli tipko, jaz vam dajem orodje, jaz vam dajem daljinca, vi pa ste bolj pritisnili, športni kanal, ok. No, in zakaj vam to pravim? Vam pravim zato, ker ideja za to mora biti, da vi usmerite pozornost nekaj v sebi, kar bi radi uresničili. Ja? Sugestijo rabite ponavljati, ne jo povedati samo enkrat, jo povem v pozitivni obliki. Jutri, ko vstanem, najprej naredim 10 počepov. Ne v negativni. Jutri, ko vstanem, ne pogledam telefona najprej, ali pa ne naredim tega. V pozitivni obliki. Z energijo. Z emocijo. In znotraj vseh 5 dimenzij. In potem ljudem rečejo, kako lahko naredim jogo povezano, ali pa tibetance, ali pa počepe. Zdaj, jaz sem šel na telovadbo, vi lahko resite na finance, lahko resite na nastopanje, na klicanje strank, na komunikacijo s sodelavci. Za karkoli rabite samo hipnozo zdaj uporabljati. Za odnos s partnerjem, za odnos z bivšim partnerjem, za odnos z bodočim partnerjem, je vseeno, za spremembo vaše energije v več ženske energije, da boste privlačni za moške, ali pa za spremembo vaše energije v več moške energije, da boste privlačni za ženske. In je vseeno zdaj vsebina, kontekst. Jaz vam zdaj razlagam strukturo transa, strukturo hipnoze in tako. Ja? In ko me ljudje vprašajo, kako narediti to za nek, je treba uporabljati domišljijo. Ja? To meni, lahko nekdo poveže nek določen von s tisto vajo, lahko se celo ustvari ta von, če je povezan z neko lokacijo, ker lahko poveže z nekim določenim okusom, lahko ta okus umetno ustvari, lahko okus naredi, da recimo, ko začne delati te vaje, popije malo limonade, ima ta okus zraven. Ker če boste programirali skozi 5 dimenzij, ali pa vsaj čez 2 dimenzije, ali pa 3 dimenzije, če bo ta terapija, ali pa autosugestija, ali pa hipnotična sugestija, ki doskrat tudi rečemo posthipnotična sugestija, imela več dimenzij, bo tudi močneje vplivala na vaš um. Ja? Zdaj, to je bila ena izmed tehnik, klasična autosugestija ali pa sugestibilna tehnika. Zdaj, think outside of the box je ideja, ki vam hoče dati tukaj zato, da razmišljate ven iz škatlice, ali pa ven iz obstoječega razmišljanja in delate naslednje stvari. Jaz bom dal za en primer. Ja? Da v hipnozi, v samohipnozi, vate kontra temu, kar delate v resničnem življenju.
Ker pomeni, da resnici, če spet damo telesno težo, ki je tak enostaven case, ali pa kajenje, ki je enostaven case, recimo, če vam dam primer za kajenje, jaz vam povem, da kadilci ne delam več, imam posnete zgoščenke za to, imam posnete video posnetke za to, ker sem v začetku, ko sem se s tem igral, s hipnozo in učil hipnoze in coachinga in potem tudi kot že trener tega, sem imel kar nekaj klientov, ki sem jim pomagal, da nehajo kaditi. In tudi danes, včasih se kdo pride na delavnico, potem kadi, pa neha kaditi. Ja, zdaj smo imeli na delavnici eno osebo, ki je prišla na delavnico hipnoze z drugim razlogom, pa drugi dan je nehala kaditi. Po temu, ko sem jaz naredil zelo kratko intervencijo, zelo kratek insert z njo in ne kadi več. Od takrat ne kadi več, je nekadilka ta oseba. Ja? In hočem reči, da razmišljate v kontrasmeri zato, ker vi že tako pritiskate v tisto smer in ni rezultata. In recimo, ljudje, recimo, da nekdo pokadi 20 cigaret, ja? Si želi, da bi prišel na 19 in na 18 in na 17 in na 16 in na 15 in potem na koncu na nič. Pritiska v to smer zmanjšanja. In jaz bi rad, in za tistimi, ki se vidimo seveda v živo, bom razložil tudi, kaj je princip tega. Jaz bi rad, da v samo hipnozi pritiskate v drugo smer. Ja? To pomeni, da si predstavljate, da jih pokadite 21, 22 in 23 in 24. To, kar zdaj jaz govorim, je možno uporabljati na toliko različnih nivojih. Mislim, to so bile klasični pristopi Miltona Eriksona. Mislim, jaz verjamem, da za tiste, ki bi se radi naučili hipnoze, boste dobili znanje Miltona Eriksona iz nekoga, ki se je učil praktično več ali manj od vseh, skoraj vseh, ki so živi seveda v tem času. In tudi sem se udeležil zadnjega kongresa Eriksonove hipnoze oziroma hipnoterapije v Arizoni. Obiskal njihov dom in srečal njegovega sina Roberta in res poglobil v vsa ta znanja in tako. In to, kar vam zdaj razlagam, se tudi naravno tako zgodi. Recimo, če vam dam primer, ne vem, če se vam je zgodilo, da ste preveč popili ali pa prekomerno spili določeno količino alkohola. In od takrat naprej ne pijete tega alkohola več. Jaz imam nekoga, ki je moj mentor in tudi marsikdo izmed vas ga pozna in znanec in prijatelj, ki je, ko je bil otrok, je mama dobila, da pije pivo in potem mu je rekla, zdaj boš pa popil 6 pločevink pred mano in on ni mogel, sedaj je popil in potem je mogel bruhati in je spet rekla, zdaj boš spet popil in bruhati in to je. In kaj se njemu zgodilo? On danes, če mu diši piva, mu naredi slabo in mora se umakati. Tako močno negativno sidro je naredil. In recimo jaz sem imel en primer v srednji šoli, ko sem malo preveč popil beldežurja. Ne vem, če kdo pozna, to je nek tak bolj ženski likerček. Ja, verjetno boli treba potem, če nas spijete prekomerno. Jaz vam povem, meni še danes ta von ni prijeten. To pomeni, sem naredil to, kar vam zdaj razlagam, da naredite v hipnozi. Ker v hipnozi v resnici ne rate se niti dotakniti stvari, da vam bojo postale nagravžne. In en način, kako naredite, je, da reste v kontrasmer pri tej vaši sugestiji. To pomeni, cilj je, recimo, če vam dam primer, cilj je, da nehate kaditi. Recimo, se prečujem tisti, ki ste nekadilci, jaz dajem to sam kot primer. Karkoli bi radi spremenili, to lahko naredite, mogoče se malo spremenijo tehniko in tako, in o tem se bomo povedali tudi na delavnici v živo, tisti, ki vas seveda to zanima. Potem greste, zaprete oči, roke na noge, in smo neki drža, isti prostor, zakaj? Ista glasba, zakaj? Zato, ker so v stvari sidro in hitreje greste v trans in hitreje boste tam naredili spremembo. Potem naredite indukcijo. Indukcija smo rekli 10, 9, 8, 7, smo naredili enostavno indukcijo, progresivno relaksacijo. Smo naredili včeraj, če se spomnite. In potem naredite tehniko. In tehnika je v tem primeru sugestija lahko. Ja? To je sugestija, ki je, naslednjič, ko vidim cigaret, mi smrdijo in rečem, hvala, bom spil rajši požirek vode. In ljudje doskrat pozabljajo, da ko naredijo neko spremembo pri ljudeh, da morajo nadomestiti vedenje z nekim drugim vedenjem.
Ja, časih, kad danes nekom, ki se grize nohte, ta oseba mora nekaj drugega početi. Če ne, izgubi, naredi neko luknjo, ki jo potem hitro lahko spet zapomni nazaj za istim vedenjem. Recimo. In potem date sugestijo. Sugestijo ponovim z emocijo. Povem, in časih jaz vam vem, časih delam kakšno tako emocijo, da pridem do solz tudi sam pri sebi, ker tako močno se vživim v to. Recimo Sara Isakovič, ki smo imeli pri nas danes hipnoze, ko je ona takrat vizualizirala, pazite nekaj, vizualizacija, druga beseda za samo hipnozo. Ko ona vizualizirala olimpijsko medaljo, je ona do solz se pripravila. In vi rabite te sugestije dati z emocijo, dati z energijo, uporabiti vseh 5 kanalov ali pa čim več od tistih 5 pri svojem delu. In na koncu, vas prosim, da testirate samo en segment, to je, da vidite sebe, da povečujete. In lahko si predstavljate, tisti, ki imate recimo 20 cigaret, jih imate 40, 60, 80, 100. To pomeni, da lahko recimo ležite na postelji, da vam 3 gorijo. Da greste spat, imate pržgano in zjutro spet pržgete. Sicer ne tega početi v resničnosti, hočem reči, da naredite nek kaos, nekaj, da vam bo res odpuljeno, da vam bo nahravžno, nekaj, da vam bo, ne bo vam všeč. In s tem naredite kontraefekt, da se potem uresniči vedenje. In na koncu se zaključite z pravim želenim novim vedenjem. Vmes naredite nek separator oziroma neko prekinitev. Koliko časa ponavljate sugestijo, dokler seveda ne postane nezavedna. In to se zgodi, ko boste ponavljali neko sugestijo, zdaj govorim pozitivni sugestiji, ogromno časa, in boste res prijeli za svojo in naredili spremembo in preboj v življenju. Rekli smo, sugestija mora biti z emocijo, sugestija mora biti z pravim čustvenim stanjem, sugestija mora biti povezana s čim več dimenzijami za programiranje uma, to pomeni slike, zvoki, občutki, vonjave, okusi. In ko to skombinirate skupaj, rata poezija, rata nekaj, kar je fascinantno za opazovati. Ker dobiste daljinca za svoj to, kar bi morali dobiti v vrtcu, to, kar bi morali dobiti v šoli, vi dobiste možnost, da na sebe vplivate in seveda posledično, ko to obvladate, vas vabim, da resite tudi drugim pomagati. Ker danes ljudje, vam povem, rabijo pomoč. Danes meni je hipnoza spremenila življenje neverjetno. In vidim, kako spremenja tudi drugim ljudem življenje, kako jim drugim spremenja svet in kako dragoceno orodje to je. Nekaj, kar počnem res za dušo, nekaj, kar res počnem s srcem in tako. Ok, kako je bil današnji dan koristen? Mi sicer nismo še zaključili, vas bom prosil, da ostanete z mano, če vas zanima, da se mi pridružite, ker bom povedal nekaj več o mojih delavnicah v živo oziroma online. Kaj vas vabim je, če bi radi to knjigico, nekoga izmed vas bomo žrebali, napišite danes pa spet na mail info@mastermindacademia.com kaj bi radi spremenili s hipnozo in samo hipnozo. Samo to napišite. Rada bi izkušala, rada bi naredila preboj v zdravju, rada bi najdela partnerja, rada bi naučila mojega partnerja ali pa partnerko, da to dela. Rad bi se naučil, kako biti boljši prodajalec, kako biti bolj suveren vodja. Eno spremembo, ki bi radi naredili, in nekoga izmed vas, ki to napišite na info@mastermindacademia.com, eno spremembo, nekoga izmed vas bomo nagradili s to simpatično, luškano knjigico Močne zavednega uma. In če boste sodelovali še danes in tudi jutri, boste imeli možnost dobiti pametno uro in seveda v tem našem finalnem žrebanju biti zraven. Tako da ja, se splača. Okay? To je bilo za danes. Dal sem vam kaj? Dal sem vam prvič povzetek vsega tega, kar smo delali do zdaj, drža, indukcija, sugestija, ponavljanje sugestije in eno izmed tehnik, ki je kontra temu outside the box, to pomeni ven iz tega, kar počnemo ponavadi. To je bil današnji dan. Zdaj pa za tiste, ki vas zanima, da bi se mi pridružili, da bi se mi radi pridružili. Imam delavnico, ki poteka online oziroma poteka v živo. Na delavnici se naučite, kako lahko programirate vaš kako lahko pomagate sebi in kako lahko pomagate drugim.
Ti dve delavnici, online oziroma v živo, se imenujeta praktik hipnoze in mojster praktik hipnoze. Kaj se tam naučite? Naučite se zelo strukturirano. Prvič, kako sploh začeti hipnozo in samo hipnozo. Kako postaviti dobra vprašanja. Kako postaviti stik z nekom. Naučite se konkretne tehnike indukcije in konkretne tehnike za spremembo. Če bi radi pomagali sebi, vam svetujem, da greste na delavnico praktik hipnoze. Če bi radi pomagali sebi in drugim, vam svetujem, da vzamete paket praktik hipnoze in mojster praktik hipnoze. Poglejte si datume, ki jih vidite na zaslonu. Ja? Delavnice trajajo vedno po istem principu, po istem ključu. To pomeni, prvi dan začnemo popoldne. Zakaj? Zato, ker bi rad, da v resnici, ko začnemo takrat, začnemo v takem bolj zgoščenem, kratkem času, ker boste videli, da za nekatere, ki niste navajeni na samo hipnozo, ki niste navajeni na meditacijo, ki niste navajeni na vizualizacijo tako intenzivno, je to proces, ker boste rabili piti tekočino, boste rabili se malo sprostiti in nekateri se sploh ne sprostijo. Ja, grejo nek svoj trans in potem ena 7. indukcija ali pa 15. indukcija, ki naredi in reče, ta pa je bila ta prava. Ker boste videli, da toliko različnih indukcij, ko delamo, boste pol našli tisto, ki boste vzeli za svojo in jo boste več uporabljali. Jaz vam bom dal cel kup bonusov. Tisti, ki se odločite, dobite prav posebno akcijsko ceno, vam bom dal cel kup bonusov. Bonusi so to, da boste prvič dobili moje zgoščenke, ker boste lahko svoj programirali. To so zgoščenke, kjer lahko spremenite svoje vzorce na področju denarja, kariere, odnosov, zdravja in tako dalje. Ja? Za tiste, ki boste vzeli cel paket, boste imeli možnost, da si v mojem studiu, profesionalnem studiu za snemanje hipnoz posnamete svojo zgoščenko in z njo slušate. Ja? In nekoga na mojstru praktiku hipnoze, ne bom jaz izbral, temveč boste vsi vi, ki boste z mano na mojstru praktiku hipnoze, vsi vi ocenili, kdo je najboljši hipnotizer oziroma hipnotizerka. Ja, lani je zmagala na mojstru praktiku hipnoze Sonja in boste dejansko imeli možnost, da zmagate in potem bomo mi ne samo, da boste prišli na studio posnet, bomo tudi izdali vašo zgoščenko, jo posneli in jo boste lahko prodali in s tem si povrnili investicijo. Kajti to, da se prijavite sedaj na praktik hipnoze oziroma na mojster praktik hipnoze, je investicija v vaše znanje, v vašo prihodnost. Za podjetnike je naslov te delavnice karizmatični vodja. To pomeni, praktik hipnoze je enak karizmatični vodja 1. Mojster praktik hipnoze je enak karizmatični vodja 2. To pomeni napredni tečaj. Jaz podjetnikom, vodjem, svetujem, da naredijo in vzamejo paket. Imamo primer ljudi, ki so povečali promet za milijone evrov. Imamo primer ljudi, ki so povečali ekipo, ki so prodrli na tuje trge in tako. Ker podjetnik, vodja je največje ozko grlo za rast svojega podjetja. Ko vi spremenite sebe, se spremenijo tudi drugi okrog vas. Zapomnite si nekaj, ni kriva ekipa. Je zmeraj vodja, je zmeraj lider tisti, ki lahko odloča prvič, kam ekipa gre in drugič tudi, kako komunicira s to ekipo, kaj dela s to ekipo in tako dalje. Med bonuse dobite tudi posebno delavnico NLP za najstnike, kamor lahko pošljete vašega najstnika, otroka. Najmlajša udeleženka smo imeli 8 let staro punčko, najstarejšega najstnika smo imeli fanta, ki je 22 let, ki je že malce čez najstniška leta, vendar tukaj ni omejitev, vi lahko otroka pošljete, da se teh tehnik nauči v okolju oziroma druščini podobno mislečih vrstnikov. Jaz vam povem, da bi za ta orodja, če bi jih srečal takrat, ko sem bil že otrok, dal ne vem kaj. In tudi vem, da bi danes bil marsikje drugje, če bi prej spoznal, vendar nikoli ni prepozno. Enkrat morate začeti, enkrat je treba narediti spremembo, enkrat je treba narediti preboj. Če vas zanima, ker imamo še nekaj prostih mest, če vas zanima, da se nam pridružite na tej delavnici, prosim,
napišite, da sem zraven, želim akcijsko ceno na info@mastermindacademia.com. Pridite res, če ste pripravljeni te tehnike vaditi, tudi če je 5 minut pa 10 minut dnevno do konca življenja. Ko boste videli, da hipnozo lahko počnete kadarkoli. Na sprehodu, ko se z nekom pogovarjate, ko ste na dolgočasnem sestanku, ko se zbudite, ko ste pod tušem. Hipnozo in samo hipnozo boste lahko uporabili na toliko različnih področjih življenja, v komunikaciji z otrokom, v komunikaciji s partnerjem, v komunikaciji s sodelavci, sami sabo, s prijatelji, starši. Mislim, neskončno možnosti skoraj je, da izkoristite ta znanja in jih uporabite v vašem življenju in dobite return on investment. Zdaj, marsikoga zanima, kakšna je ta investicija, koliko rabim investirati vase. Da sem jaz ta znanja pridobil, je bilo potrebnih na 10.000 evrov. Potovanj po vsem svetu, odrekanja, spal sem na tleh, recimo v Londonu, odrekanja, da sem bil proč od družine, odrekanja, da sem letel in potem prišel nazaj naslednji dan po neprespani noči in takoj šel naprej v akcijo in delati. In seveda, dobra novica je, da ne boste rabili investirati v to 10.000 evrov. Želim, da se zavedate vrednosti, ki jo dobite. Da tega ne morete prebrati nikjer v knjigah, tega ne morete nikjer dobiti na spletu. Te izkušnje, ki jo lahko dobite skupaj z mano, skupaj s sošolci, skupaj z mojo skupino odličnih asistentov. Zato kaj vas bom prosil zdaj? Prosil vas bom, če ste res resni, če vas to področje zanima, če bi radi naredili nek preboj v življenju, če je zdaj pravi čas za vas, napišite na info@mastermindacademia.com, napišite, da sem pripravljen, to bi rada spremenila. Pustite vašo telefonsko številko, da vas lahko pokličemo. In potem bomo dali akcijsko ceno. Ceno za paket, to pomeni praktik hipnoze, mojster praktik hipnoze, dobiste tudi 2 certifikata iz Amerike, podpiše jih sam dr. Richard Bandler. In s tem hitreje, lažje, prej spremenite svoje življenje. Moja garancija je ta, da ko boste te tehnike, ki si boste na delavnicah naučili, pri meni uporabljali konsistentno, konstantno, vsak dan, ne boste mogli verjeti, kakšno in kako čudežno postane vaše življenje. Recept je seveda v tem konsistentnosti, konstantnosti, v odločnosti, v fokusu, v vztrajnosti. In ni potrebno tako veliko časa, potrebno je pa to početi konstantno, konsistentno. Ko me čakam, da se vidimo, pišite sedaj na info@mastermindacademia.com in napišite, kaj bi radi spremenili, da vas zanima ponudba, da vam jo pripravimo, pošljemo z akcijsko ceno. Rekel sem že, da ne bo potrebno 10.000 evrov, temveč boste dobili prav posebno VIP ceno. Zato vas prosim, da se sedaj čim prej prijavite, kar je sicer neobvezno, da zanima me, rada bi prišla, to je moja cifra, prosim pokličite me čim prej, kajti ko bo mesta zapolnila, ne bo več možnosti, da se ne pridružite in mogoče, če boste čakali zdaj pol leta, 1 leto, ker dosti kot ljudje naredijo, nikoli ni prav cajt, nikoli ni vse rešeno, boste lahko izgubili pol leta na to življenje in časih je to, tem, ko imamo omejen čas, zelo veliko, preveč, sploh če je to pomembno za vas in za ljudi, ki jih imate radi v življenju. Jutri se vidimo spet na tem našem izzivu, hipnotičnem izzivu. Jutri je naš zadnji dan, 5/5, 5. dan od 5. Na tem izzivu bom jutri govoril o avtopilotu. Zame enemu najbolj dragocenih področji hipnoze in samohipnoze. Prosim, da se vidimo spet jutri. Jutri me lahko spremljate tukaj, oziroma me lahko spremljate tudi
znotraj skupine. Tako da vidimo se jutri na YouTubu, kanalu Aleksandra Šinigova živo. Če se niste še naročili, prosim, naročite se zdaj na YouTube kanal Aleksandra Šinigova živo, oziroma prosim vas, da greste in se včlanite v mojo skupino na Facebooku. Eno ali drugo, jutri je naš zaključni dan izziva. Upam, da je ta izziv koristen, upam, da ste dobili nova znanja, komaj čakam, da se vidimo. Bodite zdravi in prijavite se, pridružite se nam, investirajte vase. Investicija v svoje znanje je najboljša investicija, ki jo lahko naredite. Investicija vase, prvič, vam ostane vse življenje, drugič, če vam tega ne more vzeti. In zato vas prosim, pridružite se.